Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o odvisnosti od mnenja drugih. Ljudje, ko se rodimo v krogu družine in naši starši so tisti, ki nas vzgajajo, ki nam omogočajo tisto, kar potrebujemo za preživetje. Kot otroci se torej naučimo, da moramo upoštevati mnenje drugih, torej ljudi v naši bližini, zato da preživimo, da dobimo tisto, kar potrebujemo za osnovne življenjske potrebe. Lahko pa se v otroštvu že naučimo, da se zanašamo na mnenja drugih zato, da se počutimo dobro in poskušamo čim bolj delati tisto, kar nam drugi rečejo, kljub temu, da nam gre to na osebno škodo oziroma da s tem zatiramo samega sebe. Kajti tisto, kar drugi želijo od nas, ni vedno v našo največjo korist. Mi imamo svoje lastne želje, svoje lastne potrebe, svojo lastno vizijo in če poslušamo samo druge, potem se lahko odpovedujemo tem svojim težnjam, zato da bi zadovoljili težnje nekoga drugega, recimo predvsem staršem. Lahko se tudi zatiramo zato, da bi sledili nekim družbenim idealom, nekim klišejem, nekim modnim smernicam, da bi posnemali neke filmske junake, da bi dobili pozornost in da bi na ta način bili čim bolj zadovoljni v življenju. Gre torej za navado iskanja zadovoljstva v zunanjosti, s tem, da zadovoljujemo neke zunanje ideale, neke zunanje želje. In če to dopustimo, potem postanemo zelo odvisni od mnenja drugih. In vse, kar nam drugi rečejo, nas zelo prizadene, se nas dotakne zelo globoko. Fino je seveda, če so v takem primeru ljudje okoli nas pozitivni, da nas hvalijo, vzpodbujajo in da se potem dobro počutimo. Slabše pa je, če so ljudje okoli nas negativni, da vedo, da smo odvisni od mnenja njih, od njihovega mnenja in potem pritiskajo na naše čustvene tipke. V obeh primerih pa to ni trajna rešitev, kajti če smo odvisni od mnenja drugih, potem drugi ljudje lahko z nami zelo enostavno manipulirajo. In na tak način ne bomo nikoli dosegli notranje čustvene stabilnosti, zadovoljnosti same sabo, notranje izpolnitve, zato ker drugih ljudi ne bo nikoli moglo se mogoče popolnoma zadovoljiti. Kajti ljudje imajo različna mnenja, različne potrebe. Nikoli ne moreš ustreči vsem. Priporočljivo je torej krepiti samozadovoljstvo, samozavest, da samostojno raziskuješ samega sebe in ta svet, da si izbereš neko življenjsko poslanstvo, da najdeš svoj smisel življenja
da se zaveš, da si enakovredno živo bitje, da vsako tvoje dejanje vpliva na druga bitja in da se na osnovi takega spoznanja začneš obnašati odgovorno, da podpiraš druga živa bitja, da pomagaš aktivno soustvarjati boljše razmere na tem svetu za vse. Če se usklajuješ z tem principom, torej tistega, kar je najboljše za vse, oziroma da počneš, oziroma da ne počneš ali ne ignoriraš drugega, kot ne bi želel, da bi se drugi obnašali do tebe oziroma te ignorirali, če bi bil na njihovem mestu, potem je to zanesljivo vodilo za to, da se v življenju ne boš zmotil, delal napak in povzročil trpljenja. Kajti vsi smo del enosti, smo del enega stvarstva, smo del enega življenja. In če se drug druge upoštevamo kot enakovredne in se drug drugemu pomagamo za to, da si ustvarjamo razmer na tem svetu, ker bomo vsi imeli zagotovljene temeljne življenjske razmere, da se bomo brez strahu pred drugim lahko v polnosti izražali, to je formula za življenjski uspeh. Potem, ko se bomo uskladili z tem principom, tistega, kar je najboljše za vse, in to praktično izvajali v vsakdanjem življenju, potem nam mnenja drugih ne bodo več potrebna, ker karkoli bodo drugi rekli, bomo mi vedeli za sebe, kaj smo, kaj počnemo, kakšne so posledice naših dejanj in se bomo počutili zadovoljne. Vedeli bomo, kaj je resnica in vedeli bomo, da smo sestavni del življenja, da smo odgovorno bitje. Kakršnokoli mnenje drugih ne bo imelo na nas nobenega učinka. Lahko bomo ostali čustveno stabilni, zadovoljni sami sabo, bili za visoko samozavestjo. Kako to doseči, kako stopiti na pot tega ustvarjanja samozadovoljstva, postajanje življenja, priporočam vas, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light. To je uvodni, lahek tečaj, kjer se boste naučili, kako je sestavljen čustva, kaj je razlika med energijo in življenjem, in dobili boste vse odgovore na eksistenčna življenjska vprašanja. Povezavo do tega tečaja najdete v opisu tega videoposnetka. Se vidimo na tečaju. Čao!